Boštjan, pozdravljen. Skrajna sunitska milica Islamska država nadaljuje z osvajanjem ozemelj v Siriji in Iraku. Pred kratkim je prevzela nadzor nad čezadnjim mejnim prehodom med državama. Je kalifat postal realnost? Samoklicani kalifat je v resnici že nekaj časa realnost. Zdaj počasi bo minilo že 1 leto, odkar je Abu Bakr al-Baghdadi razglasil ta kalifat. V tem trenutku Islamska država nadzoruje že skoraj polovico, če ne že več kot polovico sirskega ozemlja in velik del ozemlja tudi v predvsem severnem in osrednjem Iraku. Tisto, kar se je po zadnjem tednu spremenilo, je pa predvsem veliko bolj pomembno, se meni zdi, padec Ramadija, morda ključnega iraškega mesta, strateško in tudi drugače, tudi zaradi nadzora nad vodnimi viri. In predvsem zaradi tega, ker je padec Ramadija tako razgalil ne samo nekompetentnost in nesposobnost iraških vladnih sil in iraških oblasti, ampak mogoče tudi njihovo absolutno nepripravljenost na to, da bi dejansko kaj naredili. Čeprav danes se je uradno začela ofenziva v največji iraški provinciji Anbar, ampak od nje je mogoče pričakovati samo, bi rekel, močne protiudarce, kontraudarce strani Islamske države. Tisto, kar smo videli v Ramadiju, je bil še en strateški umik, tako imen strateški umik iraških sil. Razbežali so se in za seboj pustili orožje. Tisto, kar smo na drugi strani 4 dni kasneje, minuli četrtek, videli v Palmiri, v sirski Palmiri, je bil tako imen strateški umik sirske vojske. Ta je v bistvu sicer nekaj časa branilo mesto, roko na srce imela pri tem velike izgube, ampak v trenutku, ko je postalo jasno, da se Islamska država približuje mestu, ko je prišla preko svojih okopov, se je sirska vojska v celoti praktično povlekla iz mesta in za seboj pustila tisoče in tisoče nebranjenih ljudi. Že nekaj ur po padcu Palmire v roke Islamske države so režimske sile v Damasku razglasile, da je bila evakuacija iz mesta v celoti uspešna, da je mesto prazno ljudi, ampak naši veri in ljudje, s katerimi sem se pogovarjal v zadnjih dneh Palmiri, jasno zatrjujejo, in ne samo oni, da je v mestu še najmanj 70 000 ljudi. Med njimi je tudi veliko beguncev iz drugih sirskih mest, ki so se v Palmiro, ki je veljala za mesto, ki preprosto ne sme in ne more pasti zaradi svojih, tudi zaradi svojih, ali pa predvsem zaradi svojih antičnih ruševin iz časov Rimskega cesarstva, da bo tam sorazmerno varno. Izkazalo se je seveda, da to ne drži. Ne drži pa zaradi več razlogov. Ko je Islamska država prodirala proti Palmiri, če se temu reče lahko prodiranje, po glavni cesti so se preprosto pripeljali v mesto in se jim nihče ni zares zoperstavil. Konvoj njihovih sil bi bilo mogoče že z 2 resnejšima letalskima akcijama razbiti in se to ni zgodilo. Sirske vladne sile so začele napadati Islamsko državo šele, ko je ta dejansko prišla v bližino in kasneje v mesto samo. Zares pa so jih začele letalsko napadati šele, ko so iz mesta povlekli vse vladne častnike vladne vojske in je šele potem prišlo do prvih velikih napadov. V mestu se je že zgodile številne izmensodne eksekucije strani Islamske države. Pobitih je bilo med 300 in 400 ljudi, po poročanju tako sirskih aktivistov, ki so stali v mestu, kot družinskih medijev. Redko se najde, bi rekel, neka skupna informacija z obeh strani. Vse se je zgodilo v 4 do 5 dnevih in je veliko, kot prej rečeno, skupnih imenovalcev. Očitno se zdi, da ni nikogar, ki bi ta pohod res želel zaustaviti, med tistimi, ki bi to lahko naredila. Ali koalicija voljnih Islamsko državo sploh še dojema kot nasprotnika, ki ga je mogoče poraziti in ki ga je treba vojaško poraziti? Je to sploh še mogoče? To je dobro vprašanje. Mineva dobrih 8 mesecev, odkar se je septembra lani začel uradni spopad z Islamsko državo, strani koalicije. Večinoma v Iraku in delno tudi v Siriji. Ampak dejansko edini resen spopad, ko bi rekel, v katerem je Islamska država v vsem tem času doživela, recimo temu vojaški poraz, je bil Kobani. Na sirsko-turški meji, kurdsko mesto, ki bi zagotovo padlo 100% v roke Islamske države, če ne bi bilo pomoči zraka strani tako imenovane koalicije, mednarodne vojaške koalicije. Ampak Kobani je postal tako rekoč v nekem trenutku celo PR produkt boja proti Islamski državi. Velik del medijev praktično Kobani izkoristil
za promocijo lastnih interesov, medtem pa so vsaj v prvi fazi je bilo kurdsko prebivalstvo, ki je doživelo strašne izgube, prepuščeno sami sebi. Šele po strašnem mednarodnem pritisku, šele po temu, ko so Kurdi združili tudi svoje sile, ko je Turčija odprla mejo pešmergami iz severnega Iraka, je bilo mogoče to malo mestece obraniti, ampak obraniti tako, da od tega mesta praktično ni ostalo ničesar in Islamska država je, bi rekel, bila pregnana z velikimi izgubami iz mesta. Ampak glede na to, na svoje hitro premikanje se je razpršila in boj se je potem praktično proti Islamski državi na tleh zaustavil. Islamska država v Kobaniju ni bila poražena samo z zraka, predvsem je bila poražena strani kurdskih sil na tleh. In to je tisto, kar drugod po Iraku in po Siriji in tudi po Iraku ni mogoče videti. Očitno je, da je za boj proti Islamski državi potrebno še veliko več kot izjemno, skoraj neverjetno selektivnih letalskih operacij. Zanimiv podatek prihaja iz Rake, nekega, kako bi rekel, središča Islamske države v severovzhodni Siriji, kjer po poročanju ljudi, mislim, da 10 ključnih poslopij v mestu, kjer se zadržujejo vodilni vojaški poveljniki Islamske države in kjer je shranjenega tudi ogromno orožja. V vseh teh 8 mesecih letalskih napadov praktično niso bili napadeni, vsa ta poslopja. Sicer pod neko uradno pretvezo, da se ne alinira civilistov, da za zaščito civilistov samo ob že bežnem pregledu liste držav, ki so članice tako imenovane koalicije voljnih 2.0, je videti, da med njimi praktično ni države, ki bi jo skrbela tako imenovana človeška kolateralna škoda. In to zveni kot globok cinizem. Očitno je in ni potrebno dosti ugibati nekomu v strašnem interesu, da Islamska država tako uspešno in neustavljeno, niti približno nezaustavljivo deluje v regiji. In zdaj je že dosegla enega izmed svojih glavnih ciljev. Iraško-sirske meje ni več, to praktično pomeni tudi, da Irak in Sirija ne obstajata več kot državi. Hvala za pojasnilo. Hvala.